pozdravljeni nazaj v dvorani. Torej, če vas ni predramila kava, vas bo vsekakor naša naslednja točka. Na odru bo namreč postalo dinamično in vroče. Partnerstvo za spremembe kot inovativni program sodelovanja med slovenskim javnim in gospodarskim sektorjem predstavlja odlično platformo za sodelovalno učenje, ki se odvija skozi deljenje dobrih praks in izmenjave zaposlenih. Več o projektu in njegovih učinkih se bo na vročem stolu z gosti pogovarjala dr. Danijela Brečko, ki že več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Od leta 2015 je izvršna direktorica pri SOFOS-u, Inštitutu za izobraževalni menedžment. Redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu in je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov ter 7 strokovnih knjig. Danijela, izvoli. Hvala. Ja, vroči stol se bo vsak čas začel, nekaj smo že videli. Naj pa najprej predstavim svoje sogovornike. Z nami bo gospa Breda Gruden, vodja Upravne akademije Ministrstva za javno upravo. Naj povem, da je prej 30 let skoraj da delala v gospodarstvu in da seveda sedaj vnaša spremembe v javni sektor. Potem je z nami tudi Tomaž Lanišek, glavni direktor OM Evropa in pa tudi seveda Knauf Insulation d.o.o., ki je kot gospodarski partner sodeloval v partnerstvu za spremembe, in pa gospa Maja Stopajnik, izvršna direktorica poslovanja v IBM-u, se pravi prva violina trenutno v IBM-u Slovenije. Naj povem, da se nam bo pridružila čez nekaj časa gospa Natalija Medica iz Ministrstva za gospodarski razvoj. Žal se je zataknila na cesti, ampak prihaja, tako da bo z nami čez nekaj časa. Dobro, za začetek naj vas poprašam, kdo izmed vas že nekoliko pozna projekt Partnerstvo za spremembe? Roke gor. Se pravi, 3, ne? Vsega skupaj sem naštela 3 roke. Dobro, potem naj uvodoma samo povem, da gre to za projekt, bom rekla, zelo inovativni projekt sodelovanja med javnim sektorjem in med gospodarskim sektorjem. Pobudnik tega projekta je MČM Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Ta projekt dejansko sedaj prehaja v 4. krog, se pravi, v bistvu smo imeli že 3 zaključene kroge. In vsem nam, nezvano vred, skupnega je to, da smo vsi ti v tem projektu sodelovali, tako da ga malo bližje poznamo. In v bistvu dobrine tega projekta bi radi podelili skupaj z vami. Zdaj, osnovna ideja je pa zagotovo ta, da se drug od drugega učimo in rastemo hitreje in seveda se učimo tudi sodelovati, ne samo, da se učimo raznih projektov. Kako bo potekal vroči stol? Dejansko vsak izmed vas bo dobil vprašanje, v katerem bo mogel odgovoriti v 1 minuti. Potem bo v bistvu prišel čas na vas, tudi vi si že naprej lahko pripravite morebitna vprašanja, ki bi jih komu zastavili, in tudi na vaše vprašanja bodo morali odgovoriti v 1 minuti. Tudi vi boste morali vprašanje zastaviti pol minute, tako da bo še ostalo dovolj časa. In potem bomo zaključili z nekimi inovativnimi izjavami. Prej smo slišali, da bo v bistvu ena izmed glavnih kompetenc v kadrovskih službah oziroma tudi glavna kompetenca izobraževalnih menedžerjev inovativnost. In zato sem se jaz danes zamislila, da bi se naši sogovorniki sami predstavili malo drugače kot običajno, in sicer tako, da se bodo predstavili s 3 pridevniki, ki se morajo začeti na enako črko kot vaše osebno ime. In bi mogoče kar začeli pri gospe Bredi. Ja, lep pozdrav, me veseli, da sem tukaj z vami, hvala lepa za povabilo. In Danijela, tole je bil velik izziv, ker pridevnikov na B takih, jaz moram reči, da sem kar včeraj zelo razmišljala. Ampak zbrala sem si pa takole. Jaz mislim, da sem barvita. Barvita sem zato, ker pač imam rada različnost. Rada imam različnost ljudi, rada imam različnost okolja in rada imam različnost sprememb. Druga zadeva, ki je, v bistvu sem tako malo biciklistična Breda. To pomeni, da zelo rada kolesaram in tukaj me vedno imam tisti rek od Einsteina v mislih, da je v bistvu življenje kot vožnja s kolesom. Vedno, če se greš naprej, moraš iskati neko ravnotežje, nek balans. In to je pač, mislim, ena taka tudi ključna kompetenca za nas za naprej, da smo vedno v nekem ravnotežju prvič sami sabo, z našimi najožjimi, in če smo tam v ravnotežju, mislim, da potem te stvari znamo zelo, zelo dobro prenašati naprej na naše okolje, na družbo in na svet. Tretja zadeva,
ki sem si pa pol na koncu rekla, sem pa tudi malo borbena. Borbena v smislu temu, da me tako strastno vodijo ene zadeve in če si ene zadeve jaz zadam, pol v bistvu zelo težko od njih odstopam. In tukaj je ena takih zadev, ki mi je zdaj zelo velik izziv in v katerem uživam, je to, da sem prišla v javno upravo in da delam na področju, ki ga imam najrajš na svetu, to je izobraževanje in si zelo želim tam skupaj s svojimi sodelavci, ki mi dajejo veliko podporo tukaj, da bomo naredili ene spremembe. Tako da verjamem, da nam bo uspelo. Evo. Kar predajte kolego, Tomaš. Lep pozdrav, torej Tomaš. No, to je kar nekaj pridevnikov, pa če v borbenosti sem jaz tekmovalen. Tekmovalnost je sigurno ena izmed takih, pa ne zdaj zato, ker sem kot direktor podjetja, ampak ja, tekmovalen, jaz mislim, da vsak izmed nas, zdaj samo nekateri to izražajo na nek način, ako drugačen, ampak to je tak dober pridevnik, seveda pa treba pa paziti, da ne gre preveč ekstreme. Torej, poleg tekmovalnosti je sigurno toleranten predvsem do napak. Mi kot organizacija smo taki, da toleriramo napake in smejo se pa ponavljati. To bi pa lahko kakšen drug pridevnik tudi na T uporabil, kar ni ravno idealno. To je osnova za inovacije in inovativnost. Tretji je pa, bom rekel, trajnosten oziroma trajnostno naravnan. Mi kot družba delujemo trajno, torej delujemo, ja, izolacije so take, ki na dolgi rok sigurno porabljajo manj energije, imamo pa dimnik. Kljub temu, da imamo dimnik, onesnažujemo, zato je to ena izmed ključnih zadev, onesnažujete treba vedno manj. Sami investicijami, ki jih delamo, delujemo v tej smeri. Torej, ja, deloma se onesnažuješ, ampak trajnostna naravnanost, da to delaš vedno manj in imamo absolutno pozitivno bilanco v tej smeri. Tako da ta tri področja mogoče me najbolje opisujejo v trenutni vlogi. Hvala, Maja. Lep pozdrav z moje strani. Jaz nisem uporabljala samo pridevnike, tudi mogoče kakšen samostalnik vmes. Rekli so pridevniki. Jaz sem nekako potrudila razložiti, zakaj. In sicer torej, na M, kot prvo, da na M mi je definitivno prišla beseda motivacija. Kakršnakoli motivacija, ki se izraža skozi energijo. Sama sem osebno 18 let v IBM-u, kar je mogoče za menjenjalce nenavadno, ampak sem vsake 3 leta menjala pozicijo in vedno na vsaki poziciji sem želela nekaj novega spoznati in verjetno ne bi iskala novih izzivov, novih pozicij znotraj IBM-a, vkolikor me ta notranja motivacija, energija ne bi vodila v to. Druga, kar sem nekako videla kot ključen karakter ali pa značilnost sebe, je maksimum. Sem tekmovalna, prav tako borbena, ampak vedno želim dati maksimum od sebe, torej, če ne bom prva, recimo, na tekmi, bom pa mogoče druga, bom pa naslednjič dala svoj maksimum. Našla bom svojo točko, ki jo je treba izboljšati in dala maksimum naslednjič od sebe. Torej, kot agilne korporacije pravimo, ne bom odnehala, mogoče mi bo v 101. poskusu ratalo. In še zadnja karakteristika oziroma zadeva, ki jo nekako veliko delamo na tem, oziroma tudi osebno delam na tem, so medčloveški odnosi. Mislim, da danes v svetu tehnologije, kljub temu, da nam omogoča tehnologija razne podatke obdelati, spoznati, uvideti skrite stvari v številnih podatkih, so pa še vedno med nami ključni medsoosebni odnosi, kajti to je tisto, kar nas razlikuje od robotov in tega tehnologija ne bo nadomestila. Hvala vsem. Zdaj so porabili povprečju 2 minuti za svojo predstavitev. Zdaj bomo morali biti krajši. Ok, tu smo vam še pustili, da se segrejemo. Sedaj pa sledi prvo vprašanje, sicer mogoče Maja kar za vas. Če boste zdaj kot 1 minuto, bom malo cigljala, brez zamere. Skratka, kako to, da ste se znašli v partnerstvu za spremembe?